Pozdravljeni in dobrodošli na razgrnitvi repertoarja za sezono 2020-2021 SNG Drama Ljubljana. Letos je seveda vse drugače. Pozdravljamo vas preko ekrana. V preteklih letih bi se dobivali v naši dvorani ali pa na trgu pred Dramo. Pač tako je. Prav na današnji dan bi bil konec 7. Drama festivala, podelili bi Šumanovo nagrado za najboljšo predstavo po mnenju občinstva. Letošnji festival bi bil zelo poseben. Na festival smo povabili tudi predstavo enega osrednjih gledališč Evrope, in sicer Thalia teatra iz Hamburga, predstavo Neverland. Pač ni. Aprila bi imeli premiero Movadijevih Požigov. Vajdi Muavad je libanonsko-kanadski avtor, nismo ga še imeli možnosti videti na naših odrih. Aprila bi prav tako imeli krstno izvedbo predstave Nova rasa Matjaža Zupančiča. Bili bi v tem času na mnogih gostovanjih, na festivalih na Poljskem, Češkem, na Hrvaškem, v Italiji in spet v Mehiki. Skratka, koronavirus oziroma ta trenutek nas je doletel v najbolj intenzivnem delu naše sezone in zdaj se nahajamo v nekakšnem vakuumu, negotovosti, ampak tudi v izrazito pripravljalnem obdobju za naslednjo sezono. Zdi se mi, da je ta pavza, ki smo jo zdaj doživeli zaradi koronavirusa, v resnici največja kriza, ki se je lahko zgodila v gledališču. Gledališče je nastalo iz rituala, vedno je bilo namenjeno iskanju odgovorov na nepojasnjena vprašanja naše duše, na nepojasnjena vprašanja, ki jih zastavlja narava ali pa družba okoli nas ali pa naših odnosov. Ampak bistvo rituala je v tem, da so se odgovori iskali skupno, da v tesni povezavi, v stiku, da je bil karneval namenjen skupnemu spoznanju ali pa skupni odrešitvi, da je šlo za doživetje skupne ali pa osebne katarze. In ta beseda skupno, v skupini, v soodvisnosti, v neposrednem stiku, se zmeraj ponavlja, ko govorimo o gledališkem dogodku. Ta preplet mnenj, občutkov in zgodb je bil pač zdaj prekinjen. Seveda smo se vsi ustvarjalci in tudi gledalci zgrnili k ekranom, dvema dimenzijama in poskušali ustvarjati preko tega, poskušali ostati v stiku preko ekranov, ampak to seveda še zdaleč ni isto. To je lahko spomin na nekaj. Seveda nastaja ob tem neka nova umetnost, druga, ampak gledališče ima svoje zakonitosti. Zelo sem vesel, da so na programi, ki smo jih v Drami uvedli, ogledi predstav, ki smo jih imeli, premierne oglede smo imeli 2-krat na teden, vsi dogodki, ki smo jih delili, ki so jih igralci delili, in tudi vsa branja za ranljive skupine, ki smo jih imeli, da so bila sprejeta z neverjetno naklonjenostjo. Dobili smo ogromno pisem, v katerih se zahvaljujete in nam čestitate za izbor, in kar je najpomembnejše, skoraj da v vsakem pismu je pisalo zraven, komaj čakam, da se vidimo. In to nam daje seveda upanje, da bo gledališče na novo zaživelo v novi sezoni. Ampak vsaka kriza je izziv. To je fraza, to je zguljena fraza in v tem tisočletju zelo zguljena fraza, ker se je zvrstilo že toliko kriz in toliko možnih izzivov. Ampak vendar je v tej frazi nekaj resnice. Napaka povzroči nov razmislek, kamen v školjki, iz njega nastane biser. Če se po nesreči razlije barva, lahko nastane nepričakovano lepa slika. In kako torej v naslednji sezoni? Izziv. Ena stvar je seveda popolnoma tehnične narave. Koronavirus je prinesel s sabo omejitve.
Na odru naj bi bilo drugače, v dvorani tudi, na odru bi bilo manj ljudi, ne smejo se dotikati, ne smejo se stikati. V dvorani bo manj ljudi, mogoče bojo celo potrebne maske. Skratka, situacija bo čisto drugačna. Kako bo pravzaprav jeseni, ko začnemo novo sezono, nihče ne ve. Mogoče se bo zgodilo, da se bo COVID enako hitro, kot je prišel, tudi enako hitro umaknil. Lahko se pa zgodi, da se bo razmahnil in bo prišel v novem črnem valu, ampak tega ne vedo niti strokovnjaki. Zato se mi ravnamo pač po tem drugem scenariju in sicer pripravljamo se na to, da bomo živeli s tem koronavirusom še nekaj časa. Zato smo za naše abonente pripravili mogoče malo spremenjen abonentski sistem, predvsem v želji, da bi vsi lahko užili gledališče in da bi lahko videli čim več naših predstav in da bi vas bilo čim več pri nas in da se spet družimo. Ko smo pred meseci oziroma že pred letom premišljevali, kam bi letos usmerili reflektor, kaj je tista skupna točka naših zanimanj, smo zapisali približno takole. Podivjani globalni neoliberalizem pušča za sabo nezaslišane neenakosti, selitve ekonomskih in drugih migrantov, zapiranje meja z zidovi in žicami, mobiliziranje varuhov domačije, nestrpnost, rasizem, predsodke, brezposelnost, ampak bodimo iskreni, ta čas prinaša tudi nesluten znanstveni napredek, prinaša razvoj medicine in biotehnične znanosti, nove tehnologije, električne avtomobile recimo, prinaša nove sposobnejše računalnike, umetno inteligenco, nove vesoljske programe. Skratka, pogoji za življenje bi bili lahko v resnici veliko boljši kot kadarkoli. Ampak z vsemi temi čudovitimi stvarmi prihaja tudi robotizacija, ki bo mnoge delavce naredila odvečne in nepotrebne, nastajajo novi in novi računalniški algoritmi, ki nas uvrščajo glede na naš internetni klik, vzpostavljajo se še bolj zagrizene teritorialne bitke, bitke za naravne vire, na eni strani sveta je povprečna starost zaradi napredka medicine visoka, na drugi, ker medicina ni dostopna vsem, nizka, na eni strani sveta je rodnost visoka, na drugi je nizka, na eni strani sveta je hrane toliko, da jo mečemo med odpadke, na drugi vlada konstantna lakota, tu je voda, tam je ni, tu je nafta, tam je ni. Svet je iz tira, bi rekel Hamlet, kdo je tisti, ki ga lahko uravna. Ko se je vmešal virus, je nastopilo vprašanje, če se je kateri od teh razmislekov v resnici umaknil. In v resnici se ni. Vsemu temu na pomoč prihaja še virus, ki te iste strahove in strasti samo še potencira. Ampak gledališče ni tu zato, da bi moraliziralo ali pa da bi poskušalo popravljati svet. Zakaj takega nima nobene možnosti. Vse to pripovedujem samo zaradi tega, da pojasnim, kaj imamo na razpolago. Mi smo namreč od tukaj, od tega sveta in mi smo samo prevajalci sveta v odrsko govorico. In da se držimo tiste rečenice, gledališče je ogledalo sveta. Ali pa tiste v svet je oder in vsi samo igralci na njem. Mogoče pa v tem trenutku bolj smiselno pogledati na drugačen način. Ne vem, mogoče moramo pogledati na tisto, kaj nam je pomembno v življenju. Vsi poznamo to rečenico, pol poln kozarec, pa pol prazen. Navadili smo se gledati vsi na pol prazen kozarec, se pravi iz tega fokusa. Mogoče je pa izziv, ki nam ga kriza daje, da začnemo ali pa poskušamo gledati tudi z druge plati. Se pravi, kozarec je pol poln. In mislim, da se bomo v letošnji sezoni vsi ustvarjalci trudili, da bomo gledali
na svet strani polnega kozarca. V naslednje pol ure vam bomo predstavili program, igralci, režiserji in ta program, ki ga zdaj vidite namesto mene. Videli boste igralski ansambel, ki bo pripovedoval o tem, katere so tiste drobne stvari, zaradi katerih se splača živeti. Empatija. V slovarju piše vživljanje v drugega človeka in verjetno je to ena najpomembnejših kvalitet, ki bodo potrebne v tem postkoronskem času. In ena kvalitet, ki jih očitno v tem divjem tisočletju najbolj primanjkuje. Vsa izbrana besedila se posvečajo posamezniku v času negotovosti, v času sprememb in pričakovanja. Imenovalca za sezono v trenutni situaciji ni. Vse je eno samo lebdenje in breztežnost neznanih odločitev. Mogoče je pa lebdenje enačaj naslednje sezone. Škof, drugič. Ja, meni se po občutku, če bi rekel, zdi, da je življenje bolj veselo kot žalostno. Čistko, jaz sem večkrat na dan vesel kot pa žalosten. In tudi dejansko, konkretno. Mislim, v veselje me spravi, ali pa tudi nasploh se mi zdi človeka v veselje spravi vsaka drobnarija, vsaka bedarija. Kaj se vem, ura kaže 13:13 ali pa 22:22. To sem jaz takoj blazno dobre volje. Stvari, zaradi katerih je vredno živeti. Ko zagledam kakšen dober transparent, pa samo narežim, list mente v smutiju ali pa na torti, ko moja strelica požene nov list. 3, 4, zdaj. Seks, droge, rock'n'roll. Ali pa da mi avto žge, ali pa ko se na cesti z očmi srečava s kakšno fletno punco, pa se oba naenkrat zasmejo. To so take fine stvari, pa nič posebnega, ampak če tako pogledam, se večkrat na dan smejem, kot pa da sem žalosten. Se pravi, da življenje možno, da je bolj vesel, kot pa žalosten. Nonin štrudel, nonina mineštra, a pravzaprav vse, kar nona skuha. Pridejo trenutki, ko se človek sprašuje, kaj mu največ pomeni v življenju. No, jaz pridem zmeraj do enakega odgovora. To je moja družina. Tisti trenutek tek preden letalo vzleti. Ko prejmem pismo, pa to ni ne reklama, ne račun, pa tudi od davčne ne. Poleg tega pa, kaj je lepšega kot sedeti v garderobi in se učiti vlogo na pamet, potem pa stopiti na oder, sem gor. Zdaj ta pa ni moja, ampak se mi zdi kar zabavna. Dopamin. Predvsem majhna stvar. Ples, mestno kolesarjenje, poklic, ki ga ljubiš in varna zaposlitev. Von pred poletno nevihto, pa znižana buteljka dobrega vina. Svoboda, da rečeš ne, svoboda, da rečeš da. Požigi govorijo o vojni, o generaciji, ki to vojno začne, o generaciji, ki se med to vojno rodi in o generacijah, ki se zaradi te vojne drastično spremenijo. Mislim, da vzpostavijo vprašanje lastne svobode in kako se ta vedno znova pogojuje s posegom v svobodo drugega. Govorijo o idealni ljubezni, takšni, ki bo premagala vse, potem pa jo nemilosrdno zdrobijo. Mislim, da požigi niso tezna intelektualna drama. Mislim, da portretirajo človeka, ki želi vplivati na svet. Človeka, ki mu želi najti smisel, mu poiskati identiteto, da bi se s tem nekako našel kot posameznik znotraj neke skupnosti, da bi našel svoje mesto. Požigi človeka od celote sveta ne ločujejo, temveč kažejo, kako je pomembno se zavedati, da bo določena skupnost omogočila določenega človeka in nasprotno, nekatere profile ljudi vnaprej onemogočila. Torej, zame je bistveno vprašanje, kakšnega človeka tvori določena skupnost in kaj zoper skupnost sploh lahko naredi človek. Mislim, da v tem pogledu požigi niso prizanesljivi, ker govorijo o šibkosti in krhkosti posameznika, ki se bo v določenem trenutku zlomil in ne bo zmožen opevanih vertikal. Se pravi, mislim, da požigi govorijo o človeku, ki ni zmožen morale in etike, ni zmožen spoštovati višjih smotrov življenja in da to nezmožnost vajdi ravno preučuje in želi biti advokat na nek način.
mislim, da ponuja pogled v človekove slabosti. Med delom z igralsko ekipo se mi je večkrat dozdevalo, da se te slabosti celo slavijo in da je nekaj zelo odrešujočega, ko smo jim priča. Mislim, da jih Vajdi načrtno približuje, da bi se spoznali, da bi uvideli, kako smo lahko majhni, nebogljeni, pa tudi veliki in pomembni kot ljudje, ko je na delu določen utrip časa in kontekst. In da se ne sme zanemariti dejstva povojne generacije, kjer, če citiram Viktorja Frankla, najboljši niso preživeli. S tem pa se ponuja vprašanje, kdo smo torej mi, potomci koga in kam naprej. Živijo, dobro jutro. Razmišljal sem, kaj povedati pravzaprav, ampak lahko povem tisto, kar je. Belim stanovanje in sem ugotovil, da ogromno stvari nimam doma razčiščenih in sem jih moral na novo, kako bi rekel, preložiti, prestaviti in na novo koncipirati ali pa tako. Stare zgradbe, stare obleke, stari predmeti, ki imajo svojo zgodbo. In tako vidim, da recimo na karkoli pogledaš, ne, je ta pojav, ki se nam je zgodil, dober za premislek, za razčiščevanje in tako naprej. Da sem to, kar sem, ne to, kar bi drugi hoteli, da sem. Vonj in cvetje španskega bezga, vonj jasmina, vonj mirte, zelena, kot je zelena sveža pomladanska praprot, skok v vodo. Če lahko pijem vodo iz Studenca, da pijem vodo pri izviru. Jaz pa eno z drugim, no, sem pač še prebelil in premodril in preoranžil in prebelil predvsem. Neapeljske sfogliatele, espresso v zakotni rimski ulici, če lahko kaj dam, če nekdo zame napiše pesem. Če gledam predstavo in se v njej prepoznam, sanje, še posebej tiste, ki so bolj resnične od tega, kar živim. Tako da se mi zdi, da je čas, ki ga lahko jemlješ kot problem, hkrati pa kot priložnost. Tako sem ga jaz začutil in to sem nekako še, kako bi rekel, še malo prakse vmes uporabil. Narava, tam se je vse začelo. Lepota, ta ne rab komentarja. Če mi nekdo podari svileno obleko, če je tisto, kar sem dobila, lahko tudi za druge. Lepo je, ko lahko zaspiš, ko lahko celo noč prespiš in mirno spiš. Ne vem. A še kaj? Nova rasa, ideologija in človeško telo. Igra se dogaja leta 1944 v bunkerju sredi Berlina, ki je hkrati vojaški laboratorij in umetniški atelje. Ker nacisti izgubljajo na vseh frontah, Viktor Karlstein za potrebe Wehrmachta konstruira dve monstruozni bitji, moškega in žensko, ki bosta hkrati orožje in Viktorjevo umetniško delo. Da bi se eksperiment lahko posrečil, morajo biti deli teles, ki jih uporablja Karlstein, arijskega porekla. In ker leta 1944 tega materiala v Berlinu ni več na pretek, se zgodba zaplete. Skratka, šlo mi je za to, da skozi satirično obravnavo nacizma prešijem idejo čiste rase s pojmom izrojene umetnosti. Gre za razvpito nacistično psovko, ki je služila kot naslov sramotilne razstave modernistične umetnosti iz leta 1937. Igra uporablja zgodovinske reference, ker sem se želel pri obravnavi problema vrniti k njegovemu izvoru. Verjamem, da bo s tem ključna poanta, ki seveda cilja natančno nazaj v sodobnost, bolj jasna. Prav zaradi te ideje tudi jezik predstave ne bo tradicionalni realizem, ampak so zame bolj referenčni avtorji, ki so se nacizma že lotevali skozi podobno prizmo črne satirične komedije, recimo ustvarjalci kot so Lubitsch, Chaplin, Tarantino in še kdo. Če torej končam z besedami časa, v katerem živimo, bi rekel,
da je fašizem virus, na katerega človeštvo še zdaleč ni do konca prekuženo. In če bo po ogledu naše predstave gledalec nekoliko bolj imun, bo pomemben cilj našega dela že dosežen. Splača se živeti predvsem za trenutke, ki jih pravzaprav ne moreš deliti z nikomer. Kot naprimer, da duhaš kožo, ki diši po milu in sveži pidžami svojega otroka, preden zaspi. Da pod zvezdnim nebom poslušaš kölski koncert Kita Jarretta. Da v trdi temi z rokami kipariš po golem telesu človeka, ki ga ljubiš. Živel. A slišiš? Splača se živeti za srečanje z največjo ribo na svetu v njenem naravnem okolju in se dotakniti. Skratka, splača se živeti. Čeprav je mogoče to vprašanje bolj na mestu za zadnjo minuto svojega življenja. Ko sediva drug zraven drugega in v tišini bereva vsak svojo knjigo. Ko stanovanje diši po sveže spečenem kruhu. Ko maja gledaš skozi okno na sosedov vrt in tam cveti najlepši jasminov grm v Ljubljani. Obred, ki smo ga uvedli med koronavirusom, 8 zvečer je na zofi, na sredini jaz, na vsaki strani moja ljuba ženska, kokice, nadaljevanka. Te ljube ženske sta moja žena in moja hči. Jutranja kava, brazgotine, volitve. Ko na trajektu iščemo zavetrje in senco in pogledamo na kopno in vemo, da bomo 14 dni drug z drugim neprenehno. Ko se pelješ s kolesom in se z nasproti vozečim kolesarjem skoraj zaletiš in se ustavita. Ustavita se zato, ker je med vama stekla mačka, črna mačka, in potem se spogledata in za hip vama je zelo nerodno. Pot od odra do garderobe po premieri. Pa si veseli, ko prideš domov. Monodrama Every Brilliant Thing z delavnim naslovom Vse sijajne stvari britanskega dramatika in gledališkega režiserja Duncana Macmillana je eden tistih tekstov, v katerih preizprašujemo tabuje. Igralec, ki ga avtor preimenuje v pripovedovalca, se preko travmatičnih življenjskih izkušenj razgalja in pogovarja z občinstvom. Pričevanje je pretresljivo, ampak gledalca ne obremenjuje z zahtevano empatičnostjo, temveč mu vzbuja občutek, da kljub vsemu obstaja tisto nekaj, za kar je vredno živeti. Tako preko interakcije s publiko mogoče lahko izgine tudi temeljna tesnoba, ki nam v teh časih jemlje pogum, kako živeti, ne samo preživeti kompleksnost položaja, v katerem smo se znašli. In ker ne bi bila premiera v začetku oktobra, bo soočenje s spremembami prav gotovo še aktualno. Žal. In ne vem, če obstaja koroni bolj prijazna predstava. Govorim seveda o razlogih za uprizoritev prav v tem poepidemijskem času, ko COVID-19 močno vpliva na naše psihofizično počutje in na kakovost medosebnih odnosov. Lep pozdrav iz Hajca, pod parterjem, sjajna stvar. Ko sem prvič prebral Every Brilliant Thing, sem v glavi takoj začel sestavljati svoj seznam vseh sjajnih stvari. Naprimer, ko prvič bereš tekst, v katerem ne bi igral in te preplavi tista čudna, sladka vznesenost in enostavno pozabiš na preostali svet. Ko nekaj, kar v angleščini
zveni briljantno, prevajaš v slovenščino in odkrivaš lepoto materinščine. Ko ti nekaj vrne vero v moč in smisel gledališča in svoje poslanstvo v njem. In po zgledu teksta sem začel špekulirati, kaj bi se na mojem seznamu znajlo, ko sem bil mlajši, v različnih obdobjih svojega življenja. Sigurno bi kot mulc napisal Milka čokolada, Nove superge, potem kot najstnik bi verjetno napisal Michael Jordan, potem malo kasneje bi napisal New York City, potem bi napisal Ko se ti rodi otrok, ampak vse te špekulacije, kaj bi napisal, nimajo smisla, v tem ni smislu seznama vseh sjajnih stvari. Najbolj pomembna stvar je tista, ki jo napišeš na zadnje. Dolg sprehod po Rožniku pred zajtrkom. Sjajna stvar. Da greš, da srečaš, se ustaviš, celo objameš. Moje male radosti. 3 male blondinke in njihova sreča, ko dosežejo nekaj nepredstavljivo mogočega. Sodeluješ, spet greš. Ko splezem na hrib in vidim srno, ko teče čez travnik, hortenzija v Aziji. Nick Cave na radiju. In ko hodiš, gledaš in pustiš, da te gledajo v oči. Prižgem žigalico. Dogoreva. Slišim črke v pesmi. Odmeva. Izteka se čas. Iz mene v vas. Krene glas tišine. Mrak. Globine. Meni polepša dan en dober trening qigonga. Ko se vidim zapisano v zasedbi v kakšnem dobrem gledališkem komadu, ko snamem Parkplac v največji gužvi v Ljubljani ob 3 popoldan pred RTV-jem. Prižgem žigalico kot ptico. Zvok prepeva. Slišim bas. Nekdo zine. Pri sosedu jok. Pok kitare, zrak in rane stare. Prižgem žigalico in vem, da grem. Je poljub, ki ga ne pričakujem, odlična hrana, ki jo lahko pojem skupaj s svojimi ljubimi, izpod rok mojega ljubega. Pa rada imam pobege iz Ljubljane, naprimer do Trsta. Sprehod v morju, kavica in to je to. Joži, kratko, črno. Predstava Moj mož nastaja po zbirki kratkih zgodb makedonske pisateljice Rumene Božarovske. Rumena je trenutno ena od bolj videnih in skoraj bi lahko rekla zvezd na tem balkanskem prostoru. Piše v slogu najboljšega stila ameriške kratke proze. Lahko bi mogoče rekli, da diši po Carverju ali po Čehovu. Prevajala je tudi Bukovskega, tako da si predstavljate, da njene zgodbe govorijo o navadnih ljudeh, o stvareh, ki jih ponavadi nočemo pokazati, ko se poslušamo v boljši luči predstaviti, in nam daje en pogled rahlo voajerski v razne vrste zakonskih odnosov. Liki v teh zgodbah nam počasi razkrijejo svoje boleče izkušnje, boleče načine, kako pristajajo, kako v resnici vsak od nas pristane na neke vrste odnosov in kako teh idealnih odnosov, ki jih kažemo na zunaj, na nek način ni. Predstavo bomo delale večinoma punce, z izjemo komponista in inšpicijenta. Bomo 9 igralk in kar precej nas v zaodrju sodelavcev delale. Predvidevam, da bomo ustvarile nekaj zelo čustvenega, zelo intimnega in nekaj, v čem se bo ogromno število, pa ne samo žensk, ampak vseh naših gledalcev, ki so že poskušali te komplicirane zakonske odnose prepoznali. Biti sam, ampak ne imeti strahu. Vsak trenutek, ko imaš očeta, vsak trenutek, ko imaš mater. Jaz se nisem rodila sama. Že v maternici sem si delila prostor z nekom drugim. Zato se mi mogoče stvari zdijo vredne samo takrat, ko jih delimo z drugimi.
Brez tebe mene ni. Smejati se z nekomu, ki ga imaš rad, oziroma ki ga rad gledaš, čutiti tujo kožo. Ker imaš takoga rad. Ker ima nekdo rad tebe. Prva jutranja kava v postelji, ko je še vse tiho razen ptic. Dobiti denar za nekaj, kar rad delaš, dobiti veliko denarja za nekaj, kar rad delaš, hoditi pijan v majski noči po velikem mestu. Sprehod po Luksemburškem parku v Parizu, tek po Rožniku, pogled na lepo sliko v galeriji in še in še. Mogoče bi nekako s tem končal. To je to, a ni? Največji absurd igre je seveda, da konec nima odrejenega konca, da ne obstaja časovnice, da je konec pravzaprav v nekem večnem oddaljevanju. Naloga junaka pa je seveda preseči, prehoditi, preiti ta zoženi prostor, ki zahteva seveda to očiščenje, ki zahteva to preizpraševanje, ki zahteva junakovo spominjanje in razjasnitve. Tako da prehod ali odrešitev seveda poteka skozi eno neznosno stanje trpljenja. To je teritorij prehoda, na tem novem zemljevidu nič ni gotovo. To seveda povzroča vse skozi nelagodje, naelektrenost, ekstatičnost, brezupnost, pobitost, potrtost, zamorjenost in iz nemoči tudi izvirajočo naveličanost in zdolgočasenost. To je kot nekakšen Becketov duševni prisad, ki se ga junak ne zna rešiti in ki ga poganja tudi v maničnost in paničnost. Konca se ne da izsiliti, pa tudi pobegniti mu ni mogoče. Strokovnjak se čudi in še laik ostrmi. No, jaz bi se pa recimo raje vprašal, kje so pa tiste stvari, za katere ni vredno biti. Ne? To se mi zdi bolj tehtno, sploh v teh časih, ker tega je sigurno ogromen. Recimo, da ni vredno je definitivno, da ni vredno biti. Ali pa, to je zdaj malo problem, ker jaz dejansko ful rad sem, da ni vredno. Pa tudi nisem zberčen, ne, sploh glede hrane. Ja, lahko, mislim, ne. Ja, evo, imam 100% ni vampi. Evo, vampi so stvar, ker vampi so cool, fuck. Ne, lepo je biti zato, ker je life lep. Tudi kadar ni lep, je v bistvu ful lep. Zato, ker je krasno nekaj ven potegniti tudi stvari, ki niso toliko fine, za katere smo, ampak se naučimo tudi teh slabih biti stvari, zakaj je vredno biti. Fuck, sem zdaj sploh kaj povedal. Sem, ja, ker je v bistvu gre za yin-yang, ne. Evo, zato je tudi vredno biti. Na napakah se učimo. There is a special providence in the full of a sparrow. If it be now, it is not to come. If it be not to come, yet it will be. The readiness is all. It's called a reptile. Prva, spanje, druga je
da se ne zbudiš sam, ko si po 15 letih lase postrižeš, oziroma nova frizura, pa fifi. V Ljubljani v novembru počnejo probe za predstavu Cement po Heiderogeru i to je drugi deo trilogije koju radimo po ovom tekstu. I prva predstava je bila u ZKM-u u Zagrebu, u Ljubljani u Drami počinju u novembru i u januaru u Beogradskom dramskom pozorištu počinju probe na beogradskoj verziji ove predstave. Sve 3 predstave će biti sasvim različite, fokusiraju se na određene aspekte teksta. Tako da za ljubljansku dramu smo nekako odlučili da se fokusiramo na tu intimnu priču između dvoje protagonista, na njihovu ljubavnu priču koja je, mislim, tu smo može se reći nešto što bi se moglo možda pročitati kao greška, naime da smo podelili, prva predstava je bila nekako se bavila društvenim kontekstom revolucije, građanskog rata u Rusiji i tako dalje, siromaštva, pokušajem tim da se fabrika ponovo stavi u pogon i tako dalje. A Ljubljanska će biti više fokusirana na taj ljubavni odnos među dvoje protagonista i na neki način bi se to moglo pročitati kao greška, pošto smo postavili stvari kao da su ti aspekti nekako života, da ih je moguće odvojiti. Da je moguće odvojiti ljubav i kontekst, kao da način na koji volimo, način na koji komuniciramo ne zavisi od konteksta, što naravno nije slučaj. Ali recimo da, ja bih rekao da smo ovome pristupili na neki malo laboratorijski način, da posmatramo jedan aspekt izolovan u jednoj situaciji, drugi u drugoj i onda u trećoj ćemo da vidimo šta ide dalje. Ali to je otprilike to. Torej, v ljubljanski verziji Cementa bo šlo za neke vrste zoom in. Kada ves svet z svojo političnostjo, družbenimi problemi, oktobrska revolucija, državljanska vojna izgine in ostaneta samo dve osebi. Vsa političnost je izvedena nekako na odnos med možem in ženo, na dve telesi. Predstavljajte si hiško, če se spomnite iz Doktorja Živaga, kjer se dobita ljubimca, Lara in doktor Živago. Popolnoma zaledeneli hiški, zunaj je samo sneg in samo led, ves svet, kada okrog njih je zaledenel in zmrznil in kada ne obstaja. Edino, kar obstaja, sta te dve osebi v hiški, ki mečeta polena in se ljubita. Neke vrste nemogoča situacija. Zame je največja sreča, da za svojo srečo ne potrebujem sreče. Buba se razpoči in iz nje pride metul, ki ima zelo kratko življenje, ampak v tem kratkem življenju je briljanten. Zame je pa tudi sreča, da za svojo srečo ne rabim krasti od mask. Moja mama Biserka, po kateri sem podedovala tudi neslovensko kri. Biti umetnik ne pomeni računati, šteti in tekmovati. Biti umetnik pomeni biti kot drevo, ki ne priganja svojih sokov. Moj sošolec Saša Tabaković, s katerim lahko stojim na odru Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Moj pokojni kolega Andrej Nahtigal, po katerem sem podedovala to školjko. Drevo spokojno stoji sredi pomladnih viharjev, toč, vetrov, gromov, bliskov, brez strahu, da za njimi ne bi prišlo poletje. Ker poletje pač pride. Vedno. Modra. Zelena. Vijolična. Rdeča.
Črna. Vijolična. Črna. Rdeča. Modra. Vijolična. Rdeča. Zelena. Oranžna. Rumena. Zelena. Rumena. Rdeča. Rdeča. Vijolična. Vijolična. Rdeča. Rdeča. Zelena. Črna. Črna. Oranžna. Mi smo vsi potniki od točke A do neke namišljene točke B na neki namišljeni ravni črti od točke A do točke B. Ampak na tej poti se nahajamo v točki B črtica, ki je nekje na tej poti. Poštenost in odgovornost, solidarnost, spoštovanje. Z te točke B lahko zdrknemo v točko B, kjerkoli na tej črti, se ta točka B ne nahaja ravno na tej črti, ampak levo, desno, gor, dol. Tovarištvo ali pa prijateljstvo, pa ljubezen. No to. In nekateri potniki se tega zavedajo in bi mogoče, ko gledajo v točko B tam v daljavi nekje, radi prišli prej do točke B, levo, desno, gor, dol. Ampak potem se tu vprašanje postavlja, a se to splača. Težko reči, ker če pogledaš na vso zadevo, oddaleč iz vesolja, sta točka A in točka B pravzaprav ista točka. Tudi ta noč bo minila, obljubim. Figa je kar zajeten in kompleksen roman, ki odpira ogromno relevantnih tem. Od razpada države, vojne, izbrisanih, tujstva v najširšem možnem pomenu besede do demence in smrti. V svoji srčiki pa zelo subtilno premišlja eno izmed najbolj intimnih, pa hkrati najbolj univerzalnih tem, in sicer ljubezen. Preko gledališko vznemirljivih preskokov v času in prostoru spremljamo Jadranova arheološka izkopavanje družinske preteklosti, soočanje z to dediščino in seveda samim sabo. Da lahko v bistvu na nek način tega otroka vzameš sebe ven, pa ga postaviš na mizico, nočno mizico, in mogoče lahko vsak večer obljubiš, da boš poskrbel zanj. Se mi zdi na nek način fajn, da se sprijaznimo s tem, da so pravzaprav v življenju tudi neke nejasnosti, skrivnosti
in da jih ne rešujemo s predsodki, da se jih ne rešujemo s predsodki, da jih na nek način, ne da jih ignoriramo, ampak da jih sprejmemo in mislim, čim bolj na nek način ostajamo pri razreševanju teh skrivnosti zdravi oziroma resnicoljubni. Ker z resnicoljubnostjo pravzaprav se mi zdi, da človek zares na nek način dozori. Kot študent dramske igre sem vprašal svojega profesorja Mileta Koruna: profesor, kaj je to umetnost? Svoboda. Pisanje poezije v potoku. Svoboda misli. Odgovor je zanimiv, to je težko vprašanje. Nimam odgovora. Zame je umetnost način življenja. Zdaj, kakšen okus ima to življenje, pa lahko zveš samo, če ga okusaš, če ga poskusaš, kot hrano. No in zame ima po 32 letih ukvarjanja z umetnostjo sladko-kisel okus. Čista voda. Iskreni, solidarni ljudje. Meni je pa zadnje čase najbolj fin občutek, ko kolesarim s prijatelji, konec tedna po centru Ljubljane, ko mi veter tako razkuštra lase. Neumoren boj proti korupciji. V življenju so me vedno najbolj pretresle preproste stvari. Najbolj me je pretresel stavek: slišim te, vidim te, ljubim te. Rada živim in neskončno občudujem te majhne čudeže, ko iz majhnih semen zrastejo take velike stvari, in uživam na vrtu, ko naprimer iz takega mičkenega semena zraste velikanska sončnica, obrača se po soncu in mineva. Živijo, sem Nina Šorek in spomladi bom v Mali drami režirala predstavo z naslovom Škorpion francoske avtorice Veronique Olmy. Tekst nas povabi na družinsko kosilo, ko hči iz mesta pride na obisk s svojima staršema na podeželje. Skozi družinsko intimo in medsebojne odnose se odpirajo teme, ki so danes precej aktualne, kot je ksenofobija, ozkoglednost, nesprejemanje drugačnega. In ko opazujemo te like, se nam na prvi pogled zdijo čisto normalne. Pa vidimo, da se spod skrivajo veliki strahovi, njih ogrožajo že najbližji sosed. In vse to nekako kompenzirajo z tožarjenjem, z grožnjami. Ampak ne glede na težke teme, ki se razpirajo v sami drami, avtorica zelo spretno vse skupaj zaščini tudi s humorjem. Njegov las okoli mojega prstanca je bil najbolj dragocen nakit mojega življenja. Krhek prstan se je zlomil, ampak življenje se kar naprej obnavlja. In na srečo tudi novi lasje hitro rastejo. Moje najljubše stvari. Resnica, tudi če boli. Ko prebereš pesem in ugotoviš, da je nekdo pred 100 leti natančno opisal tvoje občutke. Karjeva rižota, dolgi večerni pogovori, po telefonu ali pa v živo. In videli bomo, da je vse ok. Ko odtrgaš lavando in jo podrgneš med prsti. Ko sprejmeš odločitev in vsi strahovi naenkrat odpadejo. Ko stopiš na oder in se prepustiš. Pa moj pajk. Zrak omamno diši. Jaz. Ti. Zemlja v vsakem trenutku vzdržuje svoje ravnovesje. Vse je ok. Pravi Mati je Vitkevičev avtorefleksivno najintimnejši tekst. Protagonist Leon je v bistvu preslikava Vitkevičevega kreda. Vitkaci je pa vsesplošni umetnik, ustvarjalec, slikar, kipar, romanopisec, dramatik in filozof. In se nekako z vsem, celo svoje življenje in z vsem umetniškim ukvarjanjem se bori v bistvu z isto vsebino oziroma je nasledi isti misli. In on temu pravi metafizično občutje. To je občutje, ki preusprašuje v bistvu večna in neskončna
vprašanja, tako kot imam pravi, vprašanja o minljivosti, vprašanja o smislu bivanja, o temeljnem nesmislu bivanja. In se pravi, on metafizična občutja smatra kot nekaj, kar je človeku eminentno in tisto, kar je gonilo sleherne kreativnosti, ustvarjalnosti in nekega individualne raznovrstnosti. In umetnost on vidi kot glavno, recimo človekovo dejavnost, ki je zmožna producirati in ki izvira iz metafizičnega občutja. In strah ga je katastrofist na nek način, v filozofskem smislu verjame, da je človeštvo v zatonu, da religija, umetnost, filozofija in vsa duševna dejavnost propada, da nastopa čas neke buržoazne, bodisi buržoaznega blagostanja ali pa proletarske univerzalizacije, ki bo ubila človeka, ki bo ubila človekovo individualno in se absolutno z vsem svojim počelom bori za človeka, za človekovo integriteto, za posameznika, za kritično mišljenje, za kreativno mišljenje in za kritično refleksijo stvarnosti. No, in mislim oziroma verjamem, da je v času, ko po mojem mnenju je prav ta recimo ogrožena ali pa ni več tako samoumevna, verjetno še enkrat brati in novo prizarjati meditacijo. In ker smo v drami, ne morem mimo tega, da je res lep občutek, ko nam uspe narediti nekaj, kar je v skupno zadovoljstvo nam vsem zaposlenim v tej hiši. Na koncu itak ostanejo le spomini na vse odigrane predstave v drami, na kolege, prijatelje, sodelavce, tisti, ki so še in tisti, ki jih več ni, na vse prekrokane noči in mnogo tega bi še lahko našteval. Potem se bom počasi poslovil, šel v parter, iz parterja v cerkelj, iz cerkla na balkon in potem se lavi. Naenkrat pa vse mine. Pridejo dnevi, ko bi lažje sestavil seznam vseh bednih stvari, zaradi katerih se ne splača živeti. In takrat mi bo mogoče tvoj seznam pomagal in da bom lahko jutri napisal naslednjo svojo sjajno stvar in ti bom lahko vrnil. Mislim, v principu vsi za enega, en za vse. In ko me čakam, da bom lahko zapisal spet stati na odru pred publiko. To bo bržkone sjajno. Upam, da boste takrat tam. A zakaj je fajn biti? Zato je.